Ja, primarno bi rekel, da je meni je v bistvu eskapizem. Pa potem tale ves svet, ki te lahko posrka in potopi v neke druge like, da ti tudi odpira nove perspektive, pa predvsem mogoče praska po tvoji empatiji do drugih. Ko govorimo o gradnji svetov, pravzaprav ne govorimo v resnici samo o gradnji svetov v knjigah, ampak ta gradnja svetov gradi svetove ven. Najdeš your kind of crazy, se pravi, najdeš ljudi, ki jim to paše, sploh če nisi na nekem mainstream spektru, rečemo najstništva, zgodnega otroštva, pač te to res združi in pol se v bistvu skozi to tudi hranaš in potem prideš ven, tudi ta fantazija se pol prelije v tvoj vsakdan in ne vem, delaš Silmarillion trivijo. Prevajalski del, ko moraš iti raziskovati, nadlegovati medievaliste v postelji ob 3 zjutraj. Kako se reče pa temu meču, če ta meč ima rezilo, ne vem, spodaj. Živjo. Jaz sem Aljoša. Danes se bomo tukaj pogovarjali o fantazijskih svetovih, o world buildingu, o tem, kako graditi, kaj nas zanima pri fantazijskih svetovih, kaj nas zanima pri fantaziji in zato imam s sabo seveda 3 zelo elokventne sogovornike. Začel bom v svoji bližini. Nerlisa Osmičević je članica društva Gil-galad. Tako, prosim, ja. In tudi ena od organizatoric tega čudovitega dogodka teh 2 dni. Hvala. Zdaj pa lahko nehate ploskati, kar ti naslednji je Sergej Hvalasneti, on je samo prevajalec in urednik Jazbine, tako da ne zasluži si aplavza. Mogoče, vidiš, kako te imajo ljudje radi, Sneti. In pa zadnji je Mito Gegić, drugače slikar in če lahko jaz objektivno kot moderator rečem vodja enega najboljših slovenskih podcastov, podcastov Bot. Zdaj, da se malo grejemo, ura je 10, ljudje so pozajtrkovali, karkoli so jedli, skušajo to zadržati v sebi, tako da dajmo mogoče za prvi krog eno lahko ogrevalno vprašanje, kaj vas 3 sploh pritegne pri fantazijski literaturi? Kaj je tisto, zaradi česa imate raje recimo fantazijsko literaturo kot, kaj jaz vem, vesoljske opere, kot kriminalke, katerekoli druge žanre, skratka. Mito, bom začel pri tebi, ker boste šli proti meni. Mito. Ja, primarno bi rekel, da je meni je v bistvu eskapizem. Pa potem tale ves svet, ki te lahko posrka in potopi v neke druge like, da ti tudi odpira nove perspektive, pa predvsem mogoče praska po tvoji empatiji do drugih. To bi bil še najbolj koncizen. Prišel do tega? Ja, da ni samo eskapizem, recimo. Ja, vse to je. Pač domišljija, zato ker res je zanimivo, kaj si lahko človek na podlagi nekih stvari, ki jih je vsrkal, recimo nekih pripoved kot Tolkien, recimo, veliko njih, nekaj novega, zanimivega zmisel, čeprav ti veš, da to si že nekje bral, da si še to nekje videl, ampak pregneteno na nek tak nov, zanimiv način, to mi je vedno znova fascinantno, pa dodelanost. Zdaj, s tem ne mislim na to, da je vse razloženo, tako kot pri Tolkienu, recimo pri Rothfussu ali pa pri Abercrombiju ni vse razloženo. Veliko stvari si sam lahko predstavljaš, ni čisto določeno, recimo na začetku Imena vetra pogledaš zemljevid pa rečeš, to si pa si vzel celih 7 minut ali kako, ne? Ampak je to, da potem s časoma ugotoviš, da vse ima nek smisel, ne? In bolj kam ima smisel, bolj živiš v tem svetu. In zelo cenim avtorje, kot je recimo Sandersona, ki znajo nekaj novega pregnesti, to je domišljija in potem tudi dodelati zelo in dati neko sporočilo, ki je tudi nam potem v tem svetu nekako koristi in vidimo, kako deluje. Ok. Mislim, da ste opazili, da danes bodo veliko name dropanja, posebej od Snetija pričakujete kakšne zelo znane stvari. Nerlisa, kaj tebe pritegne pri fantazijski literaturi? Jaz mislim, da v bistvu največ to, kako ta radovednost tega, kaj bo novega v tem svetu. Pač neka novost
In predvsem, kako mi jo bo avtor prodal, kako prepričljiv bo avtor. Se mi zdi, da je to neka taka igra med mano in avtorjem, tudi to, kar je bilo že rečeno, dodelanost. In pa ja, to, da mi je enostavno všeč, da je nekaj novega, ne? Da je nekaj, kar vsak dan ne vidim. Pa če zdaj kar ostanemo pri tebi, ne? Prej sem te omenil kot članico društva Gilgalad. Zdaj človek bi si mislil, seveda, to je Tolkienovsko društvo, da ljudje, ki imate radi Tolkiena, obožujete fantazijo, ki je izdelana do zadnje podrobnosti, skratka, od mitologije, pravljic, pesmi, folklore, kulture, religije, karkoli pač je, Tolkien je razdelal, botaniko. Ampak po drugi strani si recimo, ker sem te spraševal še o tebi, omenila, da si recimo seveda tudi odraščala s Harryjem Potterjem, kjer je pa ravno obratno, ne? Tam se, ne vem, v 4., 5. knjigi pojavi nek časovni stroj, ki bi lahko rešil vse stvari za nazaj, vse stvari za naprej, pa je J.K. Rowling pa se spomnila nanga in ga potem pozabila spet z naslednjo knjigo, ne? Kaj se ti zdi, kaj je tu razlika, kaj od tega imaš, a imaš kaj od tega raje, oziroma a najdeš tudi, čeprav imaš rada Tolkiena in izdelano sveta, nekaj tudi v svetovih, ki niso kot je rekel recimo serije, do konca izdelani? Ja, meni je to res zanimivo vprašanje, ker mislim, da dejansko lahko beremo oboje. Je pa odvisen tudi malo od tega, kdaj to bereš. Jaz mislim, da moraš mislim, da na neki točki smo vsi sam konzumirali ogromne količine fantazije in v bistvu skozi to šele dobiš ti nek okus ali pa standard, če uporabljam to težko besedo, pač za to, kaj te paše v fantazijskem svetu oziroma pri fantazijski literaturi. In potem v bistvu nekako po moje razvijaš preference. Poznam veliko ljudi, ki nimajo potrpljenja za 16 knjig in kot mi je bilo velikokrat rečeno, ta Tolkien vsak grm opiše, ne? Ja, veliko ljudi za voljo, ne vem, tekoče zgodbe ali karkoli ne najdejo v tem veselja, smo pa mi Zid Slederi, ki mi je to res dobro 16 knjig. No? Tako da jaz mislim, da je odvisen od tega, mislim tudi to je, da avtor ima lahko slepe pege, samo zgodba mora zdržati tudi s temi slepimi pegami. Se mi pa zdi, da te svetovi na dolgi rok mogoče malo teže zdržijo te časa. Ne vem, kdaj ste nazadnje brali Harryja Potterja, with all due respect, se je kar malo slabo postaral tudi v mojih očeh. Tako da bolj je dodelan, bolj raje se vračaš v ta svet. Tako moja izkušnja. Super odgovor. Mito, zate me zanima nekaj podobnega. Ti tudi vem, da skratka imaš rad ves ta Tolkienovski lore, vso to mitologijo in to, ampak ko bereš recimo drug fantasy, kjer ni zdaj 6 knjig, ki ti dajo zraven vso ozadje in kontekst, ki se ga zgodba pravzaprav zelo malo dotakne včasih, ne? Kaj se ti zdi, kaj je tisto, kjer vseeno lahko najdeš užitek tudi v takem fantazijskem svetu? Ja, zdaj absolutnih preferenc nimam, ne? Jaz uživam v obeh inačicah. No? Na eni strani spoštujem Tolkienovo ali pa rečemo Martinovo zavezanost nekemu zacementiranemu svetu, predvsem kakšna pozornost se posveti vsakemu grmu ali pa pred Jordanu, ne vem, število vozlov v 3. preprogi v sobi za goste. Ampak zna pa tudi to malo potem trpeti zgodba, tempo, ekspozicija se hitro napelje, pa naveliča, pa nanaša. Medtem ko v soft world buildingu pa se meni zdi pozornost predvsem na likih pa na atmosferi. In to vse meni, za moje domišljijske potrebe, ne, je bistveno bolj eksotično ali pa erotično, da se tako izrazim. Kar izrazi se. Ja, zdaj, tukaj imamo primer, ne vem, rečemo Pullmana ali pa Le Guinovo, naprimer, ki v bistvu imaš občutek, da sproti z avtorjem odkrivaš kot bralec. Ne? In je en poseben moment tega. Ne? Mislim, da tudi deloma se ene igre tega lotevajo, Zelda je meni posebej blizu ali pa Shadow of Colossus, ker se v bistvu ta atmosfera potem s tabo gradi, ti kot bralec z njo v bistvu se potapljaš in ima odprtost tega sveta res ene pozitivne učinke, se mi zdi. Predvsem za tiste, kar sem prej omenil, ne? Da v bistvu se lahko potapljaš velike bistveno bolj, če nimaš občutka, da si oženjen z nekimi zakoni, ki so preveč zacementirani. No? Tako da, nimam pa ultimativnih preferenc, ker uživam tako v
hard world buildingu kot pa soft world buildingu in pa seveda med hibridi. Ne. Tudi imaš v bistvu potem, rečemo, meni zelo ljub Ericssonov Malazana, ne, ki ima v bistvu zelo čvrsto strukturo, ampak po drugi strani pa like, pa družbeno politika je sicer zacementirana, ampak magija je prosta. Tako zelo zanimivi pristopi so lahko še tudi vmes. Ja, sej ne iščemo ultimativnega odgovora, samo zanimalo je, kaj vam je všeč. Zdaj pa mogoče, Sergej, tebe pa stališča prevajalca, pa si jaz pravzaprav ne znam čisto dobro prevesti tega. Ne? Po eni strani se mi zdi, da če imaš nek trden svet, ki ima neko logiko, se pravi pri Tolkienu, kjer rečemo, da ima jezik svoje korene in se jih je treba držati, ima neko, se preslikava po nekih resničnih jezikih in je skratka neka logika, potem ne vem, a je prevajalcu lažje ali ga to do neke mere toliko omeji, ker ima zelo malo manevrskega prostora, kam lahko s tem gre. Po drugi strani pa se mi zdi, da če pa je, ne vem, jezik v fantaziji kar nek gibberish, skratka, da nima nobene logike, je pa prevajalec postavljen pred nemogočo izbiro, ker v resnici ne ve, kako naj se ravna. Skratka, ti si prevajal svetove, ki so, bomo rekli, seveda popolnoma izdelani, do svetov, ki so recimo zelo v obrisih izdelanih. Kaj vidiš ti to razliko kot prevajalec? Kako si se loteval obeh svetov? Ja, meni osebno, po mojem je to ful odvisno od prevajalca, ne? In njegove glave in ne vem, pač ozadja, kakorkoli, izobrazbe, vsega mogočega. Ne? Meni osebno je dejansko težje prevajati, več dela gre v neko res izdelano stvar. Ne? Zato, ker moraš zelo pazljiv biti. Ne sme si privoščiti, sicer itak si delam slovarje in vse tako, ampak ne moreš si ti privoščiti, da boš pri nekem Tolkienu, ne? Ker reference na 7. strani so na 700. strani in v tretji knjigi so na prvo in v drugi so na prvo in tretjo, a veš, to te hitro počaka kakšen Gil-galadovec, ne? V kakšni temni ulici pa ti za vsako napako je na obrazno kocino spul, pok, ne? Rekli smo, da o tem ne bomo govorili. Prosti. On je zvlekel z mene. Tle lahko mirno govoriš, nobenega Gil-galadovca ni, tako da ti... Ne. Vsi so spodi v kleti. Tam jih imamo. Ja, tako. Ampak se mi zdi tako, da če skapiraš neko logiko, ki je imel pisatelj zadnja, se pravi, če v bistvu greš v njegovo glavo na rokovajih, kar se dejansko pri prevajanju kar hitro zgodi, pa tudi pri branju se hitro zgodi, ne samo pri prevajanju, potem ti je zelo lažje. Potem nekako v svojem jeziku nekako deluješ tako, kot je on v svojem jeziku deloval. In nekako pleteš te izraze, nekako ti kar sami prihajajo, tako kot so njemu v angleščini ali nemščini, francoščini, kakorkoli, te prihajajo potem v slovenščini. Tako da ni pa neke razlike, tako bistveno razen v delu. Ne vem, ni bilo bistveno manj dela pri nekem Rodfusa recimo, ker je bilo treba pa v druge stvari vložiti več dela. Sam pazljiv pa moraš biti bolj pri trdih, v narekovajih, izdelanih sistemih, ker so logični in hitro kaj sfališ in moraš zelo pazljiv biti. V tem smislu. Ja, se zdi, se pravim logično, ampak še vedno, domnevam, ampak še vedno, seveda, imaš pa tudi, tako kot si rekel, imaš raje gradnjo neko, oziroma lažje tvoj prevajalčevi glavi, tako si se lepo izrazil. Nerlisa, mene zanima tudi to, ena zanimiva stvar mi je, ko govorimo o gradnji svetov, pravzaprav ne govorimo v resnici samo o gradnji svetov v knjigah, ampak ta gradnja svetov gradi svetove ven. To je meni vedno tisto, kar mi je bilo pri fantazijski literaturi najbolj fascinantno. Ker dobro, seveda lahko zdaj na vrhniki se grejo, ne vem, visoške kronike, sem in tja, neki skačejo in potapljajo čarovnice ali zažigajo ali karkoli, malo sem že pozabil, mislim, da je utopijo, utapljajo čarovnice. Ajde, lahko ti to neke stvari rekreiraš, ampak recimo fantazijski svet pa je zgrajen tako, da se ti lahko nekako živiš van in ga nadaljuješ recimo zunaj tega. In ti kot članica društva, kot soorganizatorka NMN-ja, je zate pomemben aspekt fantazijske literature tudi ta gradnja neke skupnosti, nekega dogajanja zunaj tega, cosplayov, vživljanja v te svetove, nekih iger, druženja, ki ga lahko ti svetovi omogočijo. Ja, absolutno. Mislim že to, da sem dolga leta v društvu, ki ravno to počne, da smo tudi pomagali postaviti na meji nevidnega in tako. To je pač nekaj, kar te fantazijski sveti da res ogromen, sploh Tolkien specifično je naredil res ena tako palačo, ki jo lahko raziskuješ leta
skozi kjerkoli aspekt, geografija, zgodovina, jezik, pisave, ne vem, lahko se pa oblečeš v orka, pa se tepaš tudi to, ne, pač vse je dovoljeno. In mislim, da je tukaj, se pričujem za anglizem, najdeš your kind of crazy, se pravi, najdeš ljudi, ki jim to paše, sploh če nisi na nekem mainstream spektru, rečemo najstništva, zgodnega otroštva, pač te to res združi in pol se v bistvu skozi to tudi hranaš in potem prideš ven, tudi ta fantazija se pol prelije v tvoj vsakdan in, ne vem, delaš Silmarillion trivijo, ki jo lahko dol tudi igramo, ne, tako pač rata to tvoj del vsakdana in se meni to zdi, da je res zelo močen drive fantazije, ki nas v bistvu vse pol pripelje na take točke. Ja, sej, če smem te še dodatno vprašati. Jaz se spomnim, ko sem bil na prvem NMN-ju, recimo, se spomnim, koliko nas je bilo tam, spomnim se, to je bil zame, jaz sem že malo starejši vseeno, zame je bilo to zelo zanimivo z tega vidika, ker mi smo bili v srednji šoli, dobro, saj smo bili geeki, ampak malo smo tudi to skrivali, ni bilo čist tako, nismo upali 100% biti geeki, ne. A si ti kdaj, recimo, ne vem, če si od začetka zraven, ali kako ste pač, a si že od začetka zraven, a ste si kdaj predstavljali, da se boš enkrat z odra ozrla in boš videla tako množico ljudi. Kaj misliš, da se je v zadnjih letih pravzaprav zgodilo, da je, ne vem, dobro, saj ni samo fantazijska literatura, ni samo fantazija kot žanr, ampak so tudi drugi žanri, tudi druge oblike, ampak se ti zdi, da se je kaj spremenilo v zadnjih letih, da je recimo ljudi, ki jih to zanima, več? Ja, že to, da vsako leto smo rabili nov plat za NMN, večji. Mislim, da se je kle nekaj spremenilo tudi nasploh, da je mogoče ta geekovska kultura ratala malo bolj popularna, tudi malo bolj mainstream. Ne vem, če kle na pamet rečem, ne vem, The Big Bang Theory, ki je izredno popularna serija, je pač to kar naenkrat porinila ven in kar naenkrat je bilo cool, da si bil geek, ne, mi smo bili, ko se je začel Gilgalad, si bil metalc, pa geek, pa si bil dvojno ne mainstream, ne, tako malo za hec, ampak definitivno. Ja, ne samo, da si bil čuden, še masne lase si imel. Točno to, ne. Ne, se to si dal pol gor lasuljo, pa je bilo, mislim, ne. Imaš prav, ja. To. Ja, se strinjam s tabo, nekako geekovska kultura, jaz mislim, da je res postala skorda mainstream, da danes se pa na veliko že izkorišča, ne, se v končni fazi vse te franšize, ki jih imamo, mislim, da so del tega. Sergej, da se vrnem k tebi. Zdaj, prej sva govorila o izdelanosti tega sveta, zdaj me zanima drugi aspekt, ki tudi te seveda sprašujem kot prevajalca. Kako si pa ti v razmerju do tega odslikave sveta? Vemo, da fantazija ima zelo en tak zanimiv dialog z našo resničnostjo, navadno se malo zgleduje po srednjem veku, recimo Martin je to res okrepil in pokazal do zadnje mere, kako se pač tam zgodovina preslikuje fantazijske svetove. Ampak spet, tukaj je, mislim, da spet neka dvojna dilema za prevajalca, ne, po eni strani, a ne, če pri Martinu, kjer si ti prevajal te zgodovinske ozadja, recimo te knjige, kompendije, ki pridejo zraven, pri Martinu imaš seveda sklicevanja na nek srednji vek, potem moraš ti iskati, kaj jaz vem, za nek buzdovan, za neko posebno različico buzdovana, ki ima, ne vem, mogoče 2 kugli, kako se tisti imenuje, seveda v slovenščini najbrž ne obstaja prava beseda. Po drugi strani imaš pa zelo proste svetove, ki so malo podobni resničnosti, pa ne čisto. Tam pa spet imaš to neko prosto domišljijsko. Kje si pa tukaj na aspektu med tema dvema svetovoma? Ti je všeč ta del, prevajalski del, ko moraš iti raziskovati, nadlegovati medievaliste v postelji ob 3 zjutraj. Kako se reče pa temu meču, če ta meč ima rezilo, ne vem, spodaj. No, tega ne počnem, ali jo še ne sodi vseh posebej, a ne? Ja, meni osebno je zdosti težje prevajati tisto, kar je konkretno, pa se ne spoznam na to, a ne? Ja. Mislim, pač tam sem pol redno živčen, kako bom zabluzil, imam pol kakšen pri Sandersonu, kakšen metalurg ciljev s koščki kovine, kaj si to, kakšna cinovina, normalen in tako naprej, ne? Ampak, ja, se pa potrudim, da spoznam
to področje, ne vem, evropsko zgodovino, pa metalurški slovarji takole, pa razne bajke, pa tako, ne. In mi je to super, ne, ker je super za osebni razvoj, dejansko, ne, spoznaš nekako. Prevajalci se osebno razvijate. Dejansko, ne sam pisatelj, Aljoša, da boš verjel. Nisem vedel. Ja, se vem, se marsičesa ne ve. Da se naučiš in porodi se ti nove ideje, kuješ nove besede lažje tudi, ne. Se spomniš ene besede, ki je bila v neki pripovedki ali v nekem zgodovinskem delu in ne, meč, ki ima nazobčano rezilo, bi pa lahko bil, čeprav ga v slovenščini je to zelo revno, ne, pač ta vojaška terminologija, to sem imel tudi pri Tolkienu kar konkretne težave s tem, ne, pa ne samo pri besedah, ampak pri izrazju, pri tem, kako veličastno zveni, ne. Mi pač nismo bojevit narod, ne, mi smo bolj stati in obstati, kot stati in pobiti, ne, pač takle imamo, ampak če vse to preučiš, ne, in čim več, če imaš to v glavi, nekako pol zmutiš, nekako se domisliš stvari, ne, ki potem primerjaš, pa rečeš, se to pa kar dobro zveni, čeprav dejansko ne obstaja ali pa ni nikoli obstajalo. Ne. Recimo, ko si rekel buzdovan, ne, meni je dosti lepša beseda mlad, ne, mlad je krasna beseda, pozabljena, ampak mlataš, ne, in je, veš, buzdovan je tako, kaj je to, ne, mlad je pa tako evokativno, a ni? Recimo, en primer. Tako. Ok, super, vse to me je zanimalo. Mito, tisti, ki si vizualca, ne, jaz bi si predstavljal, da te svetove doživljaš tudi dosti bolj vizualno kot jaz. Jaz včasih priznam, da če je neka stvar, ki se je ne znam čisto dobro predstavljati, ko neko arhitekturo opisuje. To jaz grem, pač preberem opis, pa približno si predstavljam, ampak nimam pojma, kako to zgleda v resnici. Ampak po drugi strani me pa zanima, ravno zato, ker si vizualc, pri gradnji fantazijskih svetov je včasih tako, da smo se zelo se posebej, ko se je ta fantazija razvijala, zadnja leta seveda gre tudi v druge svetove, ampak recimo posebej na začetku razvoja je ta fantazija zelo temeljila na Tolkienu, na srednjem veku in na tem njegovem naboru likov, se pravi vilinci, škrati, zmaji in tako naprej. A ti kot vizualc pogrešaš v fantaziji več raznolikosti, več tega, da ni samo tega neke nordijske, germanske mitologije, ki jo je seveda Tolkien nekako vzel za svojo podlago? Zdaj, ful je odvisno, kakšna je tvoja vstopna točka, ne? Zdaj, če si mlad bralec, nubi, ti bo v bistvu sleherni opis mogoče nekih šablonskih zadev, svež in zanimiv in divji. Bi pa rekel, da iščem, jaz osebno pa iščem že od samega začetka neke odmike od tega srednjeveškega, nordijskega značaja. No? Super. Mislim, da sem zelo hitro, meni bil všeč C.S. Lewisova Narnija, naprimer, ker ni toliko zakodirana v srednjeveški kontekst, po drugi strani imaš pa japonske pristope, ne? Zato so mi vedno bili blizu. Meni ljub Miyazaki je vedno bil ravno zaradi tega svež in zanimiv, še zdaj mi je, zato ker je ravno toliko tuj od našega konteksta. Ne? Kar se pa tiče samih teh opisov, pač to je glavna stvar pri fantaziji, drugače ne moreš mimo tega, pač jaz lahko naslikam, fotografiram, kakorkoli svoj svet, ampak še pred popularizacijo Lorda ali pa Game of Thrones je v bistvu bila to ena odprta stvar, v katero si lahko sam sebe vnašal. Potem se pa to začelo kodirati precej po tej meni malo šablonski srednjeveški logiki. No? Tako da všeč mi je, ko pristopaš, ko pridejo potem novi vplivi, noter rečemo pri Veščicu slovanski vpliv, ki je tako divji, pa svež, pa za nas blizu, da je v bistvu res nekaj dobrodošlega in to bi tudi vsakemu bralcu, ki se še ni spoznal s čim novim, dajte poiskati kakšno drugo stvar, mogoče kitajsko, ali pa rečemo, poglej kakšen Wuxia film, naprimer, ne? To so tako fantazijske zgodbe, ne? Ali pa pač Japonska, Avstralija, Afrika, tega je malo morje zdaj, ali pa naprimer ameriški bogovi od Gaimana, naprimer. Tam noter je toliko barvnih, raznolikih stvari, da te v bistvu res lahko domišljijo samo odpre onkraj našega evropocentričnega pogleda. Ne? Pa če ostaneva pri vizualnem pogledu, dostkrat, ko se v podcastu pogovarjamo zdaj o sodobnih serijah in filmih fantazijskega žanra, dostikrat se oba z Igorjem kar čakava, da se boš začel pritoževati čez to vizualno podobo. Zdi se res, da je po eni strani Lord of the Rings, po drugi strani pa še posebej Game of Thrones, sta zelo zacementirala
kako si danes, producenti, set dizajnerji, vsi ti ljudje predstavljajo, da mora izgledati fantasy. Kaj je tisto, kar ti tukaj recimo pogrešaš, pa kaj se ti zdi, da je neka večja napaka sodobnega ukvarjanja z fantazijskim žanrom v adaptaciji? Ja, zopet, ne, raznolikost. V bistvu toliko pristopov je, da bi bilo škoda vse jih ožati na pač ta dva res mainstream uspešna primera. No. Jaz razumem kravatarje hollywoodske, da v bistvu se potem nanašajo na uspešnico in da dajmo ponoviti tale formula, kakorkoli, ampak rečemo sama barvitost, da že izstopi iz tega nekega našega ustaljenega zmotnega klišeja, da je srednji vek bil pa zdaj blaten, pa umazan, pa samo rjav, škoda zanemariti ali pa jim reči, to so slabi, to so barviti, otroči, kakorkoli. Naprimer, v 80-ih si že imel Burmanov Excalibur, naprimer, zelo barvit fantazijski pristop do Arthurjeve legende, ne? Meni je bil vedno ljub film. Potem sicer v 80-ih, kasneje si imel tale Sword and Sorcery, ki so imeli sicer malo tale dark fantasy pristop, ne? Ki je tudi Lorda napovedal, pa Game of Thrones. Hkrati pa imaš potem, se mi zdi, primere, kot je Pullmanova serija, bila pač njegova Temna tvar, pa Wheel of Time serija, žal skenslana, ki so pa imeli zelo odprte, sveže, barvite pristope. Ne? Kljub temu, da je bilo malo zakodirano v srednjeveški logiki, ampak vsaj začelo se odpirati nazven. Še vedno boš umrl na tem griču, da Wheel of Time ne bi smeli ukiniti. Ravno se je dobro začel. Je imel minuse vsekakor, ampak ravno se je dobro začel, pa si tako, evo, zdaj pa ga je Bezos vzel pa odletel svojim velikim tičom v vesolje. Hvala, Mita, za vizualne prispodobe. Nerlisa, mene ful zanima to, ker recimo jaz kot bralec pri sebi zelo pažam, da pri fantaziji meni zelo pomemben tudi ta veliko bolj pomemben v resnici kot pri kakšnem drugem žanru. Dobro, kupam pač, ne vem, kriminalko, pa mi naslovnica ni posebej všeč, ampak koliko me zanima, kako se bo zaplet. Itak, ne vem, založbe delajo zelo generične naslovke za kriminalke in tako naprej. Ampak recimo pri fantaziju mi je pa to zelo pomemben del, recimo knjige, zelo pomemben mi je tudi zemljevid, jaz obožujem zemljevide, jaz kot mulc. To je bila ena mojih najljubših, ko sem prebral prvič Tolkiena, jaz sem narisal, ne vem, nešteto zemljevidov, malo zmišljenimi, malo z resničnimi imeni krajev in to noter. A je tudi tebi ta plat recimo pomembna? Kakšen odnos imaš mogoče tudi do ilustracij, recimo ne v mladinski, saj v mladinski literaturi so pogoste ilustracije, ampak recimo tudi nekatere fantasy, tudi nekatere fantazijske pustolovščine za odrasle prihajajo skupaj, ne samo z naslovnico, ampak tudi z notranjimi ilustracijami in tako naprej. Kakšen odnos imaš do teh ponavadi knjigi obrobnih stvari, recimo temu? Ja, zdaj jaz sem malo zmaja, ne. Jaz sem da namesto zlata hordam knjige, tako da pa pol ležim na njih, ko ogromen kuščer. Res sploh naslovnica zna res pritegniti. Tudi zelo boli, če ni lepa. Sam primer moje večne ljubezni Robin Hood ima prav ena cela linija teh naslovnic njene sage je, ki so tako grde, da se mi zdi bajna krivica, ker noter je genialna fantazija, ki jo pa pogledaš pa tako, da bi, ne vem, Jano kupil leta 85, ja, tako da. To pa imaš pa recimo, sem zelo vesela, da je Mladinska knjiga Meglovni rod obdržala to res fantastično belo naslovnico, belo, črno, modro. In zato res pritegne, tako da jaz definitivno imam rada to, jih zelo rada tudi zbiram in se mi zdi to en zelo velik plus, tudi kar se tiče ilustracij, ki si omenil, sploh če sodelujejo z avtorji. Spet Robin Hood je naredila eno sodelovanje z eno ilustratorko, kjer je ona rekla, ko sem videla to ilustracijo, to je fit. To se mi zdi zelo lep doprinos v primerjavi z filmom, ki ti pa v bistvu samo preslika tvoj lik, ki si ga imel. Zdaj, če rečem Frodo, vsi vidimo Elijah Wooda, ne vidimo več mojega Frodota, več ne vidim. Se mi zdi ilustracija vseeno malo drugačen medij, skozi katerega ti še zmeraj zelo lepo predstaviš ta svet. Zemljevid je pa pri meni lakmusov papir, zato ker mene na začetku zemljevid ne bo zanimal. Pač ne vem, tle je Lutadel ful dober.
super, da vem. Ko me pa svet začne, to je znak zame, da me je svet pritegnil, kaj jaz se vrnem nazaj in pogledam zemljevid, pa da vidim, kam so šli, kaj delajo. Tako da se mi zdi, da da svet to kredibilnost, ker polka te res potunka noter svet, dobiš še zemljevid in pač si kar naenkrat doma tam. No. Pa kdaj počneš tudi to, da recimo, če imaš neko izdajo v slabi naslonci, pa v naslonci, ki ti ni všeč, pa izide nova, ki ima lepšo naslonca, a si odtegneš od malice, pa greš raje po to? Ja, priznam, zato, ja. Ravno sem v kupovanju ene posebne edicije trilogije, ki jo že imam doma, zato ker mi je pač lepa. Meni se to zdi čist dober razlog, zato da še enkrat kupaš isto knjigo. Ja, jaz mislim, da se tega včasih naše založbe premalo zavedajo, na srečo nas mogoče tudi, ampak ja. Na srečo rednih obrokov vsak dan. Ja, kakšnega lahko tudi preskočam. Ampak, Sergej, zdaj pa ta vizualna podoba, če še malo ostajam pri tem, pri svetu, v katerega se vživimo, je seveda zelo pomembna tudi pri špilih. Pač ne moramo mimo tega, da ne bi tebe vprašal tudi kakšno špilih, valjda, to si mislim, da pričakoval, seveda si, ker sem ti poslal vprašanje vnaprej, ampak to si verjetno pričakoval tudi že prej, še preden sem ti poslal. Se veš, jaz ne igram špilov, nisem notar, žal ne bom mogel Anžeta danes poslušati, ker bi mi razložil, ker špil bi mogel špilati zame, ker ne igram špilov, ampak daj povej mi, obstaja tudi v svetu žanra fantazijskih špilov, špil, ki se lahko recimo po svoji gradnji sveta približa nekemu, ne bom rekel, da Tolkienu, ampak recimo nekemu kompleksnejšemu, zgrajenemu svetu, v katerem lahko res podrobno raziskuješ in imaš veliko nekega ozadja, ali so tam v špilih vendarle bolj mehki svetovi, se pravi ne tako zgrajeni. A imaš kakšne primere, a veš, a ti je to tudi, domnevam, da je to vendarle, pri špilu bi si jaz rekel, da je vendarle vizualna plat tudi zelo pomemben del špila, ker pač tam tudi gledaš stvar. Ja, videoigre so malo poseben primer, oziroma zelo poseben, ker kar dobro vejo oblikovalci stopenj oziroma level dizajnerji, s tem imam nekaj izkušenj, ker sem se 5 let s tem profesionalno ukvarjal in je tako, da če konkreten svet ne služi igranju, je to načeloma slab svet. Lahko je dober v smislu, da pač ti veliko pove, ampak če ni v službi igranja, nastane problem, ker ali so stopnje preveč razvlečene, ali pač čutiš, da nekaj manjka, ali so vražniki, ki niso prav postavljeni, ni zabavno in tako naprej. In se pravi, videoigre zahtevajo nek čist svoj nabor znanja, da ti to narediš tak svet, ampak da predstavljaš skozi igranje, ne skozi samo pasivno spremljanje. In to je kar problematično. Drug nabor spretnosti kot pri filmu ali pa pri pisateljevanju. Pa še nekaj so zanimive videoigre, zaradi nečesa, da so zmožne predstaviti in zgraditi svet skozi čisto interakcijo, brez prejemov z drugih medijev in temu rečemo okoljsko pripovedništvo ali environmental storytelling, o tem sem se enkrat razpisal jaz Bini, ampak bom čisto malo povzel. Gre za to, da igre ne potrebuje zgodbe, ki bi dajale besede ali pa animacije, ker ti zgodbo povejo same lokacije, ki jih ti odkriješ v interakciji z njimi. Se pravi, ne kot film, ki ti režiser pokaže, pač kamerman, montažer, kakorkoli, pokaže, to. Ampak ti skozi interakcijo sam prideš do tega, da boš nekje videl nekaj, pa te zanima, pa greš to pogledati. In to je ta level design, ki moš ti to igralcu predstaviti tako, da bo on šel tja, ne pa odbluzil nekam na desno, pa ne bo videl tega oltarja, recimo, kaj je zelo pomemben. In recimo te lokacije so, recimo, če zelo geekovski primer Demon's Souls, je neka skalna cerkev, tam je zavzel demona, pa neka Lovecraftovska prikazanje tam, pa nek triptih je tam. In ko ti to gledaš skozi interakcijo in dobro oblikovane stopnje, že vidiš potem, kakšen je širši svet. In skozi skupnost običajno, če ostanemo pri Demon's Souls, Dark Souls in Elden Ringu, recimo, pol skupnost to odkriva in potem ugotovi, da od zadaj je ogromno nekih kompleksnosti in zanimivih stvari, ampak so pač skrite tebi in če se ti pač ukvarjaš s tem, vložiš trud, potem prideš do tega. In recimo, ja, taki. Če greva še k tem stvarem, pa da ostanem pri tebi, Sergej,
če greva še k tem stvarem, ki prej sem omenil naslovnice, ki so kot nekaka, ali pa recimo zemljevide, pa ves ta aparat, seveda imamo tudi rodoslovja in ne vem kaj še zelo pogosto zraven dodani k neki osnovni pripovedi. Si pa ti prevajal tudi seveda pri Tolkienu itak, Silmarilliona, ampak tudi pri Martinu si prevajal te neke zgodovinske kompendije, ki so zraven. Kaj ti rečeš, Sergej, tistemu, ki ti reče, zakaj bi jaz to sploh bral? Zakaj bi jaz to bral, če me zanima zgodba Lord of the Rings, me pa zanima, kaj se zgodi s tem prstanom, kako ga uničijo, ali ga uničijo, spoiler, ali ga uničijo sploh, kaj se zgodi z vsem tem, zakaj bi jaz bral tam neke te gluposti, zakaj recimo se z enako silo ne prodajajo, kaj jaz vem, zgodovina federacije pa Spockova biografija, kot se recimo prodajajo, ne vem, Hurinova otroka pa Silmarillion in vse to. A je to nekaj, kar je specifično pri fantazijski literaturi? No, najprej spoiler Gospodarja prstanov. To ni tako majhna stvar, zato ker mene enkrat totalno nadrl en tip, zato ker sem spoilal, da King Kong umre na koncu. Ojej. Ja, a ne? Ojej. Tako, kako si lahko, ne, prosti nisem vedel. Grdo, za 100 let star. Malo pazljivo, malo pazljivo. Se oprečujem vsem, ne vem, kaj se zgodi s prstanom, lahko se tudi zaročita. Kdo, vemo kdo. Domnevam. No, tega ne bomo spoilali. Ja, seveda je pomembno, zdaj je odvisno, pač kako bereš, pač jim je dovolj zgodba, ne bojo šli še unih dodatkov na koncu kraljeve vrnitve, pustimo te stvari, že očiščenje šajerske oziroma dežele, šajerske dežele je... Dežele, prosim. Tako, ja. Eni že ti spustijo, ker je preveč dolgovezen, zdaj se je prstan, se je že zgodilo, kar se je zgodilo, in pač pustimo to, ampak imaš pa dost, koliko jaz, pa ti, ker grejo pa vsako podrobnost, ker jim to enostavno dogaja, zato ker to naredi svet verjeten. Brez podrobnosti ni verjetnega sveta, je samo zgodba v narekovajih, in to so pač recimo temu normalna literatura, normalne knjige, ki so postavljene na naš svet, ki ga že poznamo, ni treba zdaj razlagati, da je v Parizu taka cerkev, pa most, pa tretja, saj vemo, da je. Ta svet je pa tako zanimiv, če je zanimiv, da pač, ja, tam so vodnjaki, tam je una utrdba, tam je una gora, tam je una potok, pa so šli čez, pa se je tam nekaj zgodil, tako da meni osebno, vedno mi manjka, pogosto mi manjka nekaj, če ni tega, če svet gre proti tej kompleksnosti. Zdaj, po Rothfusu recimo niti ni treba, pri Abercrombiju mogoče, ampak pri Tolkienu, pa pri Martinu bi pa totalno pogrešal, če mi ne bi razložil, ampak in seveda, oba sta to gika, da sta napolno razložila čisto vsako stvar. In potem, odkje pa je prišel Aragorn, odkje pa so Bošteri prišli, kako prstan, pa Sauron, pa tako naprej. In seveda, on je tako bister, in seveda vse mu je bilo jasno, da je noter nasul teh zadev, ki jih pozoren bralec jih zapomni, in ga zanimajo, in potem, Silmarillion, nedokončane povesti, glej, pa gre še 2 meseca. History of Middle Earth. No, pa je šlo še 1 leto. Tako. Skratka, za tiste, ki niste razumeli te subtilnosti, neke reklame delamo za en štand tukaj v bližini, če bo kdo rabo kakšno, nima kaj početi od ponedeljka naprej, ker jutri je še NMN. Sergej še preden, ti kar spi, me pa vseeno zanima tudi to, ker si vendarle tudi prevajal te stvari, pa jaz razumem, da lahko uživaš pri Silmarillionu, pri Tolkienu, ker ima veliko, ker je tudi napisan v resnici kot ena pripovedka, ima nekaj te literature, ampak kako si pa, a ti je enak gušt prevajati tudi, ko so te za Martina recimo najeli, ker pač pižama ni imel cajta, ker se mu ni dalo. In ni imel slovarja, sem ga mogel sam narediti, hvala pižama. Ja, viš, eni se tega pač lotijo malo bolj svobodno. Umetniško. Umetniško, ja, bi rekel. A ti je tudi to fajn prevajati? Mislim, pri Martinu je vendarle bolj taka opisna zgodovina, ni toliko leposlovja noter. Ja, meni je bilo hudo dobro, zato ker pač, ne da ste si vedno želel izvedeti vse o tem, kar je bilo v Valeriji, ampak mi je bilo pa pol, ko sem pa bral, saj sem že prej prebral, ampak pač pol, ko sem prevajal, ko sem še enkrat pač to bral, mi je bilo pa
tudi se mi razjasnile dosti stvari. Ne? In zato, ne bom rekel, da zato živim, ampak mi je bilo pa res dobro. Ne? Se mi zdi, da manjka, a veš, kada bi bil v neki hiši, ne, in bi videl, pa ful zanimiva, ne, pa veš, da je še kupenih prostorov in kupenih umetnin in zanimive stvari, ampak videl bi pa sam pač jedilnico ali pa dnevno, ne. Je pa, ne, a veš, nekaj manjka, ne, kaj je za tistimi vrati, ne. In pisatelj ti prav postavi vrata, ne, a veš, tukaj noter nekaj škripa od zadnje, ne, ti pa ne smeš not, ne. Pa greš not, ko prebereš Ogenj in kri, recimo, ne, pa prebereš Silmarillion in tako naprej. In pri Tolkienu dejansko moja najljubša povest od njega povesti so dokončane povesti. To je res ful dobro. In pač tudi njegov sin je to izredno dobro uredil in dal anotacije in tako naprej. In to bi lahko še bilo. In potem prideš do tega, kaj vse bi lahko še bilo, če ne bi umrl, ne, kako pregibni so pravzaprav te svetovi, druga debata. Nerlisa, to me še zanima. Ko govorimo o gradnih svetov, jaz včasih opažam posebej pri fantaziji, da seveda, ko ti zgradiš nek svet, pa da ga recimo zgradiš do malo večjih potankosti, kot ne vem, J.K. Rowling ali pa kdo drug, čeprav tudi pri njej se seveda tega ni mogla izogniti, se ti seveda pol zgodi en tak zanimiv cikl, v katerem pač kar ne moreš nehati, tudi kot avtor domnevam, težko zapustiš ta svet in tako včasih dobimo samostojno fantazijo, potem pa nekaj dobimo čez 3 leta še prednadaljevanje, pa eno sporedno zgodbo, pa en odvod, pa 3 nove trilogije, ki jih pašajo v ta svet. Skratka, avtor tudi, zdaj, če gledava zunaj tega, da seveda nam pritiskajo producenti, založniki, založbe in mu rečejo pač, to je bila uspešnica, valjda hočemo več tega istega, ti sam štemaj, sedi pa tipkaj, ne? Pa da recimo seveda tudi njemu na egu paše, ko pride na kakšno konvencijo, pa tam ljudje se oblačijo v njegove like, pa si reče, zakaj pa ne bi jaz, zdaj pa sem takoj dobil še eno idejo za neko štorijo. Ampak kakšen odnos pa je pri tebi do tega? A imaš rada tudi standalone fantasy, se pravi samostojno fantazijo, ker jaz poznam nekaj bralcev, ki rečejo mi recimo, da če knjiga ni, ne vem, jurja strani, pa če nima še 26 delov, not worth it. Jaz poznam več ljudi, ki so tako, 16 knjig je v tej sagi, I'm out. Drugače, jaz mislim, da je to tako, vzem si ali kolikor rabiš, ali 300 ali pa 3000 strani, meni je vseeno. Okay. Sam povej mi zgodbo, tako da ti verjamem. Super. To se mi zdi ključnega pomena in kolikor sem nagnjena k temu, da berem daljše sage, pač res nimam problema, imam tudi Zid Sleder za to. Mi je zmer tako malo občudovanja vredno, če avtor ustraja pri temu, da je neki standalone ali pa duology ali pa pač, ne vem, tudi če si je zmislil to v zgodbo, da bo recimo 5 knjig, pa je potem zaradi zgodbe same prišel do 7 knjig, da zgodba zdrži to število in da on to, da ustraja na tem, kljub temu, da smo mi vsi tako, daj še, pa producent, pa ne vem kaj vse, pa se je stvar razrasla. Tukaj mi v bistvu pade na pamet Jemisin, ki je naredila Dreamblood duologijo in je prav, v enem intervjuju je prav rekla, res ne bo več nadaljevanj, vsi mi težite, mislim, ne, parafraziram, ampak tudi vključno založbo, ampak jaz sem si to zamislila kot 2 dela in 2 dela bosta ostala. In meni se to zdi zelo občudovanja vredno, zaradi tega, ker polka enkrat začneš ti prequels, pa 0,5 zgodba, pa 0,8 zgodba, pa zgodba stražarja, ki je videl unga, ki je šel mimo, pa kaj se potem z njim dogaja. Zna biti, ali se toliko razvodeni zgodba, ali se pa toliko zakomplicira, da je potem tudi pisatelj sam več ne more odplesti, a ne, Martin, ne, mislim, tako, ne vem, mečem random imena. A se ti je kdaj zgodilo, a imaš ta OCD, da moraš prebrati do konca? Absolutno. Ja? Tudi, res sem ta človek sem, ta completenist sem, tudi če mi res več vidiš toliko enih lukenj, pa tako, ampak ta aspekt zgodbe me pa matra. Okay. Edino, kar sem pokopala, tako je Good Kind. Nisem, pa recimo Martin, kakor mi je bil res droga, je šlo že toliko daleč, da me mine, sem pa ta človek, ki ima malo tega OCD-ja. Tu sva si blizu, tudi jaz priznam, da
Zdaj pa čakam, kaj se bo z Martinom zgodilo, ali bo umrl, ali bo Sanderson napisal do konca, karkoli že. Ampak Ne pa bom bo bral. vsaj napisan, če bo Sanderson napisal. Ja. Sej, To bi bilo že napisano, Ja, točno. že 10 let. mogoče že je. Zdaj, druga stvar, ki je fantazijska literatura skoraj nenamenoma spodbuja, je franšizacija mito. Seveda, ker je nek izdelan svet spet. Veliko lažje si je zamisliti neko prednadaljevanje v svetu, ki je izdelan, zato ker je neka logika, kaj tam mora biti, pa približno veš, zato pač to lahko narediš, pa vse te odvode. Meni se celo do neke mere zdi, da je sodobna produkcija ne samo knjig, ampak tudi knjig, zadnja leta tudi knjig, tudi serij, filmov in vsega tega, pravzaprav od fantazijske literature to nekako ukradla. Da danes skoraj da ni več produkta, ki ne bi zgradil svojega fantazijskega sveta. Tako recimo imamo čisto super akcijado John Wick, ampak v ozadju je nek svet, v katerega mi zdaj lahko postavljamo še Ano Darmas, pa še eno serijo, pa kaj jaz vem, kaj še vse. Ne? Skratka, se tebi tudi zdi, da je neka gradnja svetov postala danes nek model tudi za vse druge žanre? Ja, ne, to je ta glavni model. Ne? Ekonomija zgodbe je, da se konča, medtem ko ekonomija grajenja svetov je, da se lahko nadaljuje do amena. Ne? Zdaj je pa to dvorezen meč. Ne? Naprimer, pri bolj odprtih svetovih je fajn, da se pač gledalec, bralec umešča van, pa ima neko bolj svobodno pot in to je kul. Ko ga pa začneš cementirati, imaš pa potem fantastične živali, imaš potem, ne vem, Star Wars izpeljanke do 3PM, ki znajo biti slabe. No? Še posebej zato, ker se preveč zakoliči ena stvar, ki je bila sprva mišljena bistveno bolj svobodno. Ne? Predvsem se mi zdi, da pač, če imaš ti tole prepričljivost sveta, oziroma ta tujka je verisimilitude, torej prepričljivost, plastičnost tega sveta, lahko gradiš pa lepo razvijaš. Ne? Je pa tudi neizpodbitno dejstvo, da pač ta ekonomija tega, ne? Ta IP, ki je glavna stvar, glavni motor sleherne franšizacije, taka velika izposojenka iz fantazije, da zdaj služi zelo dobro pri John Wicku in še pri marsičemu. Koliko je to uspešno, je pa res problematično mestoma. Ne? A ni zdaj ravno odvrtek Big Bang Theory, najprej je bil Young Sheldon, zdaj je pa še tisti stripar, ki bo rešil svet. Ne? Mislim, to so izjemno kočljive ali pa vprašljive zadeve, ki pa so zgrajene na temo, da imamo mi pač pravice do tega sveta in ta franšizacija se bo nadaljevala do amena. Ne? Isto ne vem, koliko bomo zdaj še videli odvrtkov od Game of Thrones in tako naprej. To je v bistvu, a bi res vse to rad gledal? A ni včasih mogoče prebrati neko zgodbo, ki ti da čustveno komponento, empatično komponento, te nekako zaključi s tebe in knjigo in si rečeš, to, gremo naprej, so še druge zgodbe tam? Ampak recimo, sam umre v nekih sumljivih okoliščinah in Frodo se vrne in išče njegovega morilca. Recimo, samo pičam, samo probam, da vidim publiko, če je zainteresirana. Da vem, če moraš to meni pičati. Prosim, ne. A obstaja kakšna stvar, kjer bi res rekli ne? Recimo, ravno Tolkien. Zdajle, sej Tolkien bo počas, koliko mora, 70 let mora biti po smrti, recimo, da pravice zapadajo, Tolkien je statev, takrat zapadajo pravice. Se pravi, bo free for all. To ne pomeni samo, da lahko vsi delamo ta svet, da lahko Lord of the Rings na novo posnamemo in vse to, ampak lahko seveda tudi nadaljujemo. Samo imamo primer, ne, Rings of Power, ne, ki ima v bistvu pluse in minuse, jaz nekako na sredini pri tem, ampak problem je, ker pač ta svet je bil tako zacementiran pa zakodiran v vseh svojih detajlih, da v bistvu potem, ko pride nov avtor, pa reče ko mu rečejo iz strani kravatarjev, naredi nekaj novega tlele, je to izjemno problematično in po večini niti ne pade na plodna tla. No? Tako da ful je odvisno, mogoče pa bi, rečemo, Rowlingova imela več uspeha, če ne bi začela sama za nazaj cementirati stvari, tukaj pri Tolkienu mislim, da je to uzalud. Ne, Lisa, ti si hotela nekaj, si bila toliko zgržena, ker mi to rekel, da ima pluse tudi. Hotela sem vprašati, kaj so plusi. Vizualna podoba, sem že prej omenil, da ima nek stil, nek vibe je, ki je ok. Ne bom pa se v detajle spuščal v smislu zgodbe, ali je Galadriel res takšna, kot je tam. To bom ob strani pustil. Mislim, problem Rings of Power je to, da recementira, ne?
to je problem, razbije, kar je že bilo zacementirano in na nov vrže nek beton, če se reče, hudo, stari, a veš, koliko je bil frajersko zdaj? Ni. Ne, tem je problem, ne da gremo naprej izmišljati se novo, jaz s tem nimam problemov, recimo, ne, ampak to, da rečemo, viš kaj, mi pa nismo imeli denarja za Silmarillion, oziroma to je bedno, ne, pa bomo mislili, to pa nov naredili, ker Tolkien pa itak ni vedel, o čem govori. To je problem bil pri Rings of Power, se strinjaš? Absolutno, to je bilo to, ne, zdaj pa Hunt for the Ring, ne, recimo, mogoče pa, ne. To pa ti bo okej. Jaz sem tudi po Rings of Power, sem vse pogledal, ne, druga sezona je občutno boljša, ne, sam je pa prva toliko grozno za nič, da še na povprečju nismo, ne, ampak mogoče bo pa dober, ne, sej, ne. A si pripravljen na računalniško pomlajenega Viggo Mortensena? Na vse sem pripravljen, ampak Je rekel a ne bo Jamie Dornan? Zakaj bi pomlajeval Vigga? Ne vem. Mislim, da bo Jamie Dornan, ne? Jaz sem slišal, da bo, domnevam, da bo on se spominjal ali neka stvar, bo Viggo Mortensen je podpisal tudi za film, no, sej. Najbrž ne bo računalniško pomlajšan, ja. Hvala Bogu. Ko davke opeljuje, se bo spominjal, kako je lovil, ne? Zdaj imamo še par minut, a ima slučajno kdo kakšno vprašanje, preden jaz zaključim pogovor, pa ima dovolj dober glas, da se ga tudi zadere, da ga jaz slišim, pa da ga lahko ponovim sogovornikova. Ne vidim nobene roke, zato sem spet obrnil stran k sogovornikom. Za konec bi vseeno hotel zdaj, seveda jaz si predstavljam, da ljudje, ki zdaj tukaj sedijo in pridno poslušajo, vejo, o čem govorimo, vejo še marsikaj več o tem, kar govorimo, oziroma seveda nismo mogli vsega niti mi načeti povedati, ampak recimo za konec sem vas prosil, da dajte nekaj predlogov recimo za branje nekomu, ki pa mogoče vendarle zdaj posluša, pa ni tako v fantazijski literaturi, ampak je v čem drugem, kaj jaz vem, čem v board gamih in podobno. Kaj ste pripravili, kaj bi priporočili našim bralcem, katera fantazija vas je mogoče navdušila tudi z tega stališča gradnje svetov, ki smo jo danes omenili, pa bom spet začel s tabo, Mito, pa gremo not. Mito? Ja, vzamte Malazan, to je meni... Ja, res, sorry, vzamte Malazan. Nekdo se je zasmejal. Super. Ker je unikaten primer zelo slojevite, globokega sveta, ki ima res ogromno detajlov pa globine. Bi pa še rekel, da pač Legvinovo tudi vzamete, ki pa je na drugem spektru, na tem soft world building spektru. Zemlje, morje serijo, ki jo imamo prevedeno v slovenščino in je čudovit prevod, pa tudi njena proza, pa njen tale vzhodnjaški misticizem, ki je vpeljan noter, je čudovita zgodba. Preberite si, tako da res, ja. Ja, Legvino je kar malo spregledan med vsemi temi dedci. Več bi jo rabili, še več prevodov. Ja, če kdo posluša. Sergej, kaj boš ti priporočil, mogoče kakšne prevode pri mladinski knjigi, ki jih je podpisal en Snet in ne, to verjetno ne. Menda nisi tok. Ja, pa bom. Pa ne zato, ker bi propagiral, no tudi zato. Ampak, ko me je spet navdušil Mistborn oziroma Meglovni rod, me je spet navdušil po toliko letih, ne sam kot prevajalca, pa pač, ko so rekli, da ti to preved, ok bom, ampak zaradi tega, ker je res dobro povest. In sem užival v vsaki vrstici, to je res Sanderson, tako, ka mora biti. Ni vedno, ker pol je šel že malo čez, v Stormlight Archive je šel za moje pojme že malo preveč čez rob, ampak to je pa res dobro. To je dobro, pa priporočil bi novi val ZF-ja, tablet kolegica Nika, pa Igor, ker boste tudi na NMN-ju še predstavljali svoja dela, to je tudi the best, pa v angleščini pa Abercrombija, ki očitno samo v slovenščini pokopal zaradi slabe prodaje, vi, ampak ok, pač tako je, ampak The Devils, hudo, še posebej za tiste, ki recimo malo več gledate filme, pa fantazijske, pa igrate fantazijske igre oziroma RPG-je, to je to. Ok, sej o Sandersonu, tamle zadaj imate novo knjigo, ki je seveda na voljo tudi pri naštantu mladinske knjige. O Sandersonu bomo danes še govorili v snemanju v živo podcasta Obod, samo Nerliso bomo zamenjali in postavili sem Igorja, pa smo pravzaprav pripravljeni. Lahko bi kar zdaj nadaljevali, ampak ne bomo, ker je program, pa imajo druge stvari. Nerlisa, kaj ti priporočaš? Vem, da si imela avtorico, ki si sama napisala, je tudi spregledana, mogoče si hotela tole še kaj drugega, seveda. Ja, absolutno, Robin Hobb
Realm of Elderlings. 16 knjig, ampak so pokupčkane v trilogije, to takoj disclaimam, v trilogije, ne rabite vseh 16 naenkrat. Prva trilogijo imamo prevedeno, Morilčev vajenec, v bistvu Farseer trilogija. Ne spomnim se, a je bil videti, kako so prevedali, no, ni važno. V glavnem, 16 knjig, ampak fantastičen svet. To je pač fantastičen svet, zelo lepo razdelan, gledam v zemljevide, vse se res, karakteri in svet, vse štima. In se mi zdi zelo krivično, da nimamo cele prevedene, tako da mogoče? Jaz sem samo najeta delovna sila. Ja, no, okay, bom šla tam pol do MK-ja, malo vprašati. Druga stvar, malo mogoče krajša, malo bolj lažje za naenkrat prebrati, je pa Jameson, trilogija Broken Earth, izredno izviren world building, fantastična pisateljica, ki jo definitivno moramo tudi malo več dobiti v slovenskem jeziku. No? Super, najlepša hvala. Ja, ostanite se seveda še danes na NMN, se vem, da niste prišli samo zaradi nas, ampak ostanite tukaj še, program se bo odvijal naprej, program je seveda tudi drugod, kot sem že rekel, danes se podcast še enkrat sreča. Seveda tudi jaz podpiram, da pridete poslušati na vse dogodke, ki bodo danes predstavljali knjige, recimo slovenskih izvirnih avtorjev, tudi tuje avtorice imate danes tukaj, privoščite si NMN do konca in se še kaj vidimo na kakšnem drugem dogodku. Hvala vsem trem sogovornikom, danes in jutri se družimo, v ponedeljek spet beremo.